Pozdravljeni! Pred nami je zadnja dirka svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2021, velika nagrada Abu Dabija. In kot običajno si bomo v uvodnem prispevku pogledali vse zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Verjetno ste opazili rahlo šaljivo naslovnico k tokratnem uvodnem prispevku. Gre za reakcijo na tisto, kar je bilo eksplicitno napisano v prvi verziji navodil direktorja dirke. Michael Masi je v svojih navodilih eksplicitno navedel vse tiste točke mednarodnega kodeksa FIE, po katerih bi lahko bil voznik kaznovan zaradi nešportnega vedenja. Torej, izjemno jasno sporočilo tako Lewisu Hamiltonu kot Maxu Verstappenu, da si nihče ne želi trkov. A vedeli bomo skupaj, kako se bodo zadeve zaključile. Mi bomo pa v uvodnem prispevku najprej začeli s pogledom v preteklost. In tokrat se bomo vrnili v sezono 2016, kjer bomo videli, da imamo kar nekaj podobnosti, ampak tudi bistvene razlike glede na današnjo situacijo. Namreč pred začetkom zadnje dirke je bil Nico Rosberg tisti, ki je imel prednost. In prednost je bila takrat 12 točk, če zadevo izjemno poenostavim. Situacija je bila taka, da Lewis Hamilton je bil prisiljen zmagati in ukolikor bi želel postati svetovni prvak, zmaga ni bila dovolj. Nico Rosberg ni smel priti na zmagovalni oder. Seveda, bile so še druge matematične opcije, ampak spomnimo se, da govorimo o sezoni 2016, o Mercedesu W07, in menim, da iskati tiste teoretične možnosti bistveno nižje po rezultatski lestvici ni bilo relevantno. Treba je dodati še nekaj. Nico Rosberg z Mercedesom W07 je bil z veliko lahkoto na zmagovalnem odru. Ni se mu trebalo bilo preveč naprezati. A zanimiva je bila dirka kot taka, namreč Lewis Hamilton je predtem zmagal zadnje 3 dirke, podobno kot smo videli letos, in po drugi strani je bil Nico zmeraj drugi. Tudi na kvalifikacijah smo videli podobno situacijo. Sezona je bila primerljivo dolga tisti, ki jo gledamo letos. 21 dirk na mesto 22. Ampak kaj je sploh to? A spomnimo se, da pravzaprav Nico Rosberg pri finalnem delu dirke v Yas Marini ni bil tako samo po sebi umevno na zmagovalnem odru. Namreč v predzadnjem krogu je začel napadati Sebastian Vettel in takoj za njim je bil Max Verstappen. Kolikor bi v tistem trenutku bil Nico Rosberg nepazljiv, bi prišlo do kakega nepotrebnega trka ali izleta iz proge, bil tik pred ciljem v bistvu kar naenkrat potisnjen na 4. mesto. Seveda, zadeve se niso odvile tako. Prišel je na cilj drugi za zmagovalcem Lewisom Hamiltonom in menim, da vsem nam je ostal v spominu tisti posnetek, ko vidimo na zmagovalnem odru Lewisa Hamiltona na prvem mestu mrkega in Nica Rosberga na drugem mestu s prešernim nasmeškom. A Nico Rosberg, čeprav ga mnogi kritizirajo, je pravzaprav dobro vedel, v kaj se je spuščal. Le nekaj mesecev po osvojitvi naslova se je odločil, da se bo upokojil, kajti napravil si je izjemno hudega nasprotnika in celo malce maščevalnega.
Zato se je tik pred zdajci odpovedal možnosti, da bi branil svoj naslov ter nekako spravil kar v težak položaj tovarniško ekipo Mercedes. Namreč vsi tisti glavni vozniki so že podpisali pogodbo in komaj, da so dobili Valtterija Bottasa, ki je že imel podpisano pogodbo z Williamsom. A že takrat je Williams rabil pogonske sklope Mercedesa in z določenim popustom se je dalo narediti marsikaj. Letos je zadeva bistveno drugačna. Tako Lewis Hamilton kot Max Verstappen sta poravnana. Preden se bomo začeli spuščati v podrobnosti, bi vas rad opozoril na neko zanimivost. Ni prvič, da imamo oba vodilna voznika pred začetkom zadnje dirke poravnana z enakim številom točk. Leta 1974 sta bila to Claire Regazzoni s Ferrarijem in Emerson Fittipaldi z McLarenom. A poglejmo sedaj, kakšne so sploh lastnosti proge. Namreč tu poznamo nekako iz prejšnjih sezon, da bi moral biti Red Bull v rahli prednosti, če ne bi predelali, popravili in spremenili progo. Kar v 3 velikih segmentih smo videli korenite spremembe. Ampak šli bomo malček bolj počasi in podrobno. Namreč v stari izvedbi je imela proga 21 ovinkov, v današnji, tisti, ki jo bomo spremljali sedaj, pa 16. In sedaj vas bom nekako vodil čez te 3 velike spremembe, tako da vam bom omenil številke stare postavitve, starih ovinkov, ki v nekaj primerih jih tudi ni več. Najprej si bomo pogledali tisto varianto 5., 6. in 7. ovinka. Vidimo kar očitne spremembe na današnji progi in ta je bistveno bolj tekoča ter hitrejša. Podobno bi lahko dejali na drugem delu proge, na kombinaciji 11., 12., 13. in 14. ovinka. Praktično so spremenili celoten potek in naredili neke vrste zanko. V območju okrog 18. in 19. ovinka nismo zapazili, da bi zmanjšali število zavojev, ampak vidimo, da je proga manj oglata, da so v bistvu bolj hitri radiusi samih zavojev, kar v bistvu spremeni lastnosti proge. Na začetku prispevka sem omenil, da je direktor dirke že izdal prvo izdajo navodil. Za razliko od prejšnje dirke velike nagrade Saudove Arabije bomo tu imeli kontrolo na 3 ovinkih, ampak sedaj govorim o ovinkih na novi progi, da ne bo pomote. Izhode na izletno cono se bo gledalo na 7., 15. in 16. ovinku. Ampak mnogim izmed vas sedaj te spremembe ne povedo veliko. Najbolj bomo razumeli spremembe na progi, če si bomo pogledali znano tabelo, ki nam jo daje Pirelli. Tu bomo videli, da je izbor pnevmatik tisti najmehkejši, C3, C4 in C5. Ampak, če bomo pogledali tiste vrednosti, bomo videli, da so skoraj da povsod na sredini vrednost številka 3. Le pri lastnostih asfalta je ostala ena sama 2. V primerjavi s tistim, kar smo imeli na razpolago lani, lahko vidimo, koliko se je spremenila proga. Namreč, za moje pojme najbolj očitna razlika je tam zgoraj, pri pospeševanju, traction, iz 4 na 3. Ampak tudi v spodnjem delu tabele, kjer lahko vidimo stres pnevmatik, da se je spremenil in še marsikaj drugega, nam pove, da
tisto, kar smo videli lani, nam ne daje letos nekih gotovosti. Če je bil lani tu Red Bull v prednosti, ne pomeni, da bo letos. Čeprav smo videli, da so spremenili samo nekatere dele proge, lahko sklepamo, da gre pravzaprav za nekaj čisto novega. Poglejmo si tudi, kaj pravi vremenska napoved, in mnogi izmed vas boste dejali, Abu Dhabi ne pričakujemo dežja. In res ga ne, ampak v petek bo sončno ter jasno. Temperature med 28 in najnižje bodo tam okrog 20 stopinj. V soboto bo oblačno oziroma delno zakrito sonce, kjer bo temperatura za stopinjo nižje, najvišje okrog 27 stopinj, najnižje pa okrog 19 stopinj. V nedeljo bodo oblaki malce manj pogosti. Lahko bomo videli rahlo minimalno oblačnost, ampak to s temperature ne bo spremenilo. Med 27 in 19 stopinjami, prav tako kot v soboto. Kar se tiče našega prvega uvodnega prispevka, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.